Spoštovani novinarji, hvala ponovno za obisk v našem kliničnem centru. Res je pomemben dogodek za ustanovo, za oddelek, za interno kliniko, ta preselitev pljučnega oddelka. To gre pravzaprav sklop teh naših vseh aktivnosti, ki jih v zadnjem času izvajamo in seveda prav na področju infrastrukture izboljšati pogoje delovanja znotraj bolnišnice. Vse delamo s ciljem, da bo našim bolnikom zagotovljeno maksimalno prijetno bivanje, strokovnjake že premoremo in da bo tudi za zaposlene delovno okolje bolj prijetno. Dolgo smo čakali na to selitev, ker sem vrsto let sodeloval s pljučnim oddelkom, lahko rečem predolgo. Pljučna patologija in pljučni oddelek ni več kot včasih ali pa pred mnogimi leti zdravljenja tuberkuloze, infekcijskih bolezni, ampak je vse več agresivne diagnostike, žal tudi rak pljučni v porastu. Potrebni so številni tudi agresivni posegi in dejansko imeti pljučni oddelek kot eno pomemben del in naše interne klinike dislociran, je morda včasih postajalo za neko resno obravnavo tudi nekoliko nevarno. Zato se zavedamo pomembnosti in na srečo smo prišli sedaj v to fazo, da smo to dolgoletno željo in potrebo tokrat izpolnili. Pomembna pridobitev, kot sem omenil, preselijo se v najkrajšem možnem času. Morda še povem eno stvar, danes smo imeli krizni štab za naš COVID, ki strmo narašča. Bolnišnica je pripravljena oziroma se pripravlja. Žal je vse tudi dostikrat temelji na nekih improvizacijah, pa ne v smislu tega, da ne vemo, kaj bi počeli, ampak se iz dneva v dan situacija spreminja. Covidni bolniki hitro naraščajo, mi se zavedamo, da zaradi čakalnih dob, zaradi vseh aktivnosti bolnišnice ne bi ponavljali stvari iz preteklosti, da zablokiramo bolj ali manj vitalne dele našega hospitala. In danes je padla odločitev, da bo ena v tej fazi najhitrejša, po mnenju stroke tudi najboljša varianta preselitev naših COVID bolnikov začasno, poudarjam začasno, na prostore izpraznjenega pljučnega oddelka. S tem bomo ohranili naš hospitalni del bolnišnice kar v dobrem stanju za izpolnjevanje programov. Za bolnike bo pa tudi na pljučnem oddelku zelo dobro poskrbljeno. Skratka, to so neke vezane stvari, prilagajamo se iz dneva v dan. Tista dolgotrajna ali pa kar večletna strategija razvoja bolnišnice, pa kot je vam bilo že večkrat predstavljeno, je pa izdelana. Strogo se bomo tega držali in gradili bolnico naprej. Skratka, zelo smo veseli, da se naš pljučni oddelek umesti v prostore interne klinike. Kaj vam naj zaželim strokovno delo? Že imate morda mirne noči, pa čim več uspeha v zdravljenju. Lepo pozdravljeni tudi za moje strani. Torej, kot človek, ki skrbi za stroko v naši inštituciji, sem verjetno jaz, poleg ekipe pljučnega oddelka, najbolj vesela, da so ti bolniki oziroma da bodo v najkrajšem času v UKC-ju, ker za njih res prostori tam niso bili optimalni. In samo veseli smo, da se kaj večjega v tem času, dolgih letih, ko se je načrtovala premestitev tega oddelka v prostore UKC, kar je dobro tudi zaradi stroke in tudi zaradi seveda tega, ker prostorsko tam ni bilo ustrezno za njih poskrbljeno. Seveda se moram zahvaliti primarij Dušanki Vidovič,
ki je že pred, mislim, da več kot 10 leti začela bolj pritiskati na strokovni svet pa na vodstvo UKC Maribor, da se to more narediti in po vseh teh letih smo zdaj končno tu. Enako seveda tudi kolektiv, ki je verjetno pa pritiskal na dušo. Tako da, če zaključim, verjamem, da bodo v teh prostorih dobro delali, ker prostori so res lepi, veliki, tako kot tudi more biti za naše bolnike, dobro opremljeni in želim dobro delo, strokovno in tudi znanstveno raziskovalno, kar bo verjetno sledilo, glede na to, da je mogoče bilo tam na dislocirani lokaciji tudi tega malo manj. Hvala. Lepo pozdravljeni, spoštovani direktor, spoštovana strokovna direktorica, spoštovani organizacijski vodja Klinike za interno medicino, kolegi, sodelavci, predstavniki medijev. Po skoraj 70 letih delovanja na Pohorju se je oddelek za pljučne bolezni preselil na matično lokacijo. Danes se dogaja to, kar se je vedelo že več kot 20 let, da je potrebno storiti. Preseliti oddelek in umestiti pulmologijo kot eno izmed 3 vodilnih vej, velikih vej interne medicine na Kliniko za interno medicino. Pred 70 leti, ko je bilo tuberkuloze še veliko, je bila selitev pljučnega oddelka na Pohorje tudi velik dosežek. Tuberkulozne bolnike je bilo treba izolirati, svež zrak, sonce, mirno okolje in dobra hrana sta pripomogla k zdravljenju. Vendar je tuberkuloza že takrat bila ozdravljiva bolezen in sčasoma je postajala redka bolezen. Na pljučni oddelek pa so prihajali bolniki z drugimi pljučnimi obolenji, ki so potrebovali invazivno diagnostiko, intenzivno terapijo, diagnostiko, ki je na dislociranem oddelku nismo mogli izpeljati, prav tako tudi določene obravnave, intenzivne terapije. Zato smo naše bolnike vozili in selili na matično lokacijo. Preselitev oddelka na matično lokacijo je predvsem velika pridobitev za pljučne bolnike. Za zaposlene je novi oddelek pomeni boljše pogoje za delo. Standard bivanja se bo za naše bolnike bistveno izboljšal. Na prenovljenem bivšem dermatološkem oddelku so sedaj sodobno opremljene bolniške sobe, soba za intenzivni nadzor, sobe za izolacijo, bronhoskopija, spirometrija, ambulante, ultrazvok. Na oddelku je predvidenih 40 bolniških postelj, od tega 26 standardnih bolniških postelj, 6 postelj za intenzivni nadzor, 5 postelj s podtlakom za izolacijo in 3 za dnevni hospital. S pridobljeno novo specialno medicinsko opremo pa bomo lahko zagotavljali razvoj pulmološke stroke, predvsem nadgradili invazivno diagnostiko z endobronhialnim ultrazvokom, obravnavo bolnikov s težko astmo z meritvijo dušika v izdihanem zraku, meritev pljučne funkcije z ergospirometrijo, diagnostiko motenj dihanja v spanju, predvsem pa intenzivni nadzor hudo bolnih, prizadetih pljučnih bolnikov. Zavedamo se, da je umestitev na kliniko za nas prinaša nove priložnosti, hkrati pa tudi nove obveznosti. Pulmologi imamo znanje iz invazivne diagnostike in terapije, urgentne medicine, poznamo principe raziskovalnega dela in se novih izzivov veselimo. Veselimo se še boljšega sodelovanja s kolegi iz interne in pa tudi sodelavci drugih specialnosti, kot so kirurgi, radiologi, patologi, onkologi. Z njimi redno na multidisciplinarnih konzilijih obravnavamo skupne bolnike. Naj se pa ob tej priložnosti vseeno zahvalim vsem,
Ministrstvu za zdravje, Evropskim skladom, vodstvo UKC Maribor in klinike za interno medicino, upravno-tehničnim službam, vsem, ki ste pripomogli, da smo uresničili, izvedli projekt preselitev oddelka za pljučne bolezni na matično lokacijo. Iskrena hvala tudi sodelavcem z oddelka za pljučne bolezni za potrpljenje, trud, dodatne obremenitve v času obnove in selitve. Hkrati pa nam vsem želim, da bi se novega okolja čim prej navadili, da nas bi dobro sprejeli in da se bomo vsi na novem oddelku dobro počutili in še bolje kot do sedaj poskrbeli za naše bolnike. Hvala lepa. Ja, izvolite sprašanje. Če smo pravi, da je ključna sprememba, da je pridobitev do zdaj ta intenzivne postelje, tega skoraj na povrju ni bilo, kaj pa ostalo, kar ste razlagali, te preiskave, pa to so moderne, mislim, nove aparati zdaj, je tudi tu kakva pridobitev v smislu, da je napredna še diagnostika, ali so se z vami preselili Del opreme se dejansko z nami seli, ampak tukaj gre za nadgradnjo. Recimo pri invazivni diagnostiki pljučnega raka smo zdaj pridobili endobronhialni ultrazvok, s katerim lahko sami zamejimo bolezen, se pravi določimo stadij bolezni. To do sedaj pri nas nismo izvajali in smo bolnike morali napotiti drugam. Potem obremenitvena testiranja, ergospirometrija, to, kar sem omenila pri meritvah pljučne funkcije, tudi to je čisto nova pridobitev, ultrazvočni aparat, merjenje dušika v izdihanem zraku, to je pomembno za obravnavo bolnikov s težko astmo, in pa seveda ta soba za intenzivni nadzor. Ampak ne glede na to, kar smo pridobili na tem oddelku, je že sam premik teh 20 km bližje matični ustanovi, to pomeni pol ure prej v intenzivni terapiji, najvišje stopnje za naše bolnike. In tudi vse te preiskave, ki so jih dejansko, je bil transport, ta bo zdaj odpadel, kar bo za bolnika bistveno lažje in tudi cenejše za nas. V bistvu da bo že pol ure vstaj, z reševalnim vozilom. Ja, seveda, v eno smer. Ja. Mislim, kaj to pomeni recimo tudi za paciente, ki so že tako ali tako v slabi koži, Absolutno. Absolutno. Tako kot sem rekla, že samo ta premik, da se preselimo na matično lokacijo, se pravi v bližino klinike za interno medicino z intenzivno terapijo, kirurgije in diagnostike, radiološke, je bistveno izboljša obravnavo, kvaliteto same obravnave. Kdaj se bo pa selitev dokončno izvedla, danes se začnete seliti, kdaj pa bo dokončano? Ja, direktor je tudi omenil že v svojem nagovoru, da se kar mudi in da bo treba to izpeljati do petka, če sem prav obveščena. Tako prihodnji teden, tako da bo verjetno prva ambulanta že v ponedeljek 25.7. na tej lokaciji. Kaj je predvideno, če se prav spomnim, ste enkrat na eni tiskovni konferenci povedali tudi, da zdaj še ni nabavljena vsa oprema, ki je bila mišljena, je še to načrtovano v prihodnje, da se bo še dopolnjevala oprema ali kako je zdaj s tem? Oprema, večina opreme potrebne za selitev je nabavljena. Ne vemo še kakve aparature manjka, ampak to, kar je zastavljeno, kar je v ciklusu nadgradnje tega oddelka, vse zagotovljeno, pa nisem zelo prepričana, še kaj dosti manjka. Morda kakvi aparat še. Bistveno ne, več v glavnem smo vse dopolnili. Res pa je, da nekaj opreme selimo, ki je tudi mogoče že malo starejša. Verjetno bo to treba pa, ne vem, v kratkem mogoče kaj zamenjati, bolj kot to, da bi bilo še karkoli v tem trenutku nujno potrebno. Zdaj, mislim, da je to bilo leta 2019, med drugim opozorili tudi javno, takrat se spomnim še posnetkov teh, kakšne postelje so tam bile, jogi iz 3 delov sestavljeni in stare postelje še
70 let nazaj, verjetno. Ne? Ja. Torej se zdaj tudi nekaj spremenilo v teh 2 letih, oziroma v kakšnih pogojih ste torej delali, oziroma kakšni pogoji so za paciente tam ljudi? Velikokrat ste nas obiskali na oddelku, ko smo na to opozarjali, pogoji so bili res slabi, kar se tiče opreme, se pravi medicinske opreme, bolniških postelj, zelo slabi. Ne znam tega drugače opisati. Ne. Nekaj smo to menjavali s kakimi starejšimi posteljami iz UKC-ja, ampak to je bilo res krpanje. Potem tudi kopalnice, sedaj imajo bolniške sobe, vsaka ima svojo kopalnico s tušem. Tako da, kar se tiče bivanja, je to sedaj bistvena razlika. Kapacitete pa so enake, ne? Približno Tako. Približno enako malenkost bo to zdaj drugače razporeditev, tako kot sem prej omenila. Skupno število postelj je še vedno 40, bomo jih pa sedaj malo drugače razporedili, ne.